smo izjemno ponosni, da lahko danes pospremimo jagodo, ki na prvi strani izvemo, da so jo prinesli iz gozda, danes med tako romske kot neromske otroke, med učitelje in tudi med knjižne police. Tako da lahko povemo, da jagoda, hvala Bogu, ni prvi knjižni izdelek v romskem jeziku, je pa prva slikanica, prva knjiga v romščini, ki jo uporabljajo na Dolenjskem. In je tudi prva slikanica, ki je natisnjena kar v 3 jezikih, poleg romščine je namreč v celoti natisnjena tudi v slovenščini in angleščini. Posebej smo veseli tudi tega, da jagoda predstavlja pravzaprav glas samih romskih otrok skozi ilustracije in skozi anekdote samih otrok, ki so se izdelale ali prišle na plano skozi delavnice, je namreč prišlo do nastanka same slikanice. Prav v okviru teh projektov v podporo izobraževanju je prišlo tudi do ideje o slikanici, predvsem pa zato, ker smo pri delu z romskimi otroci opažali, da prihaja do težav predvsem pri prvih stopnjah opismenjevanja in pa seveda, da romski otroci pri teh prvih korakih nimajo nikakršnega gradiva v svojem maternem jeziku. Vsi pa vemo, da je opismenjevanje v bistvu najlažje v maternem jeziku. Tako se dogaja, da romski otroci, ko prihajajo v prvi razred osnovne šole, nekateri slabo, nekateri malo bolje poznajo slovenski jezik in seveda takrat se pojavljajo težave, ker ne razumejo navodil, ne razumejo razlage in lahko si samo v bistvu predstavljamo, kakšen stres in kakšno težavo to povzroča romskim otrokom. Šola pa, kot vemo, je prilagojena večinskemu prebivalstvu in večinoma tudi učitelji ne govorijo romski jezik. Slikanica je, kot sem že rekla, plod timskega dela. Zdi se nam izredno pomembno, da so ustvarjalci prihajali v romsko naselje, da so v bistvu začutili ta utrip življenja romskega otroka in zato je tudi slikanica tako posebna, bom rekla, in mogoče bolj pisana na kožo romskemu otroku kot katerakoli druga slikanica. Namenjena je pa seveda vsem otrokom, ne samo romskim otrokom predvsem za pomoč pri opismenjevanju, prav tako tudi vzgojiteljem in učiteljem, za pomoč pri poučevanju in prvih korakih pri poučevanju romskih otrok. Ostalim otrokom pa predvsem v smislu spoznavanja drugačne kulture, spoznavanja ene drugačne deklice, ki je v bistvu zelo podobna vsem ostalim, je pa kljub temu drugačna in ima mogoče malo drugačno življenje in drugačne poglede na izobraževanja ali pa na življenje okrog sebe. Evropska komisija posebno pozornost tukaj posveča v bistvu civilni družbi, nevladnemu sektorju, zaradi tega, ker se absolutno zavedamo, da noben ukrep, nobena zakonodaja brez aktivnega angažmaja civilne družbe pravzaprav ne moremo tistih želenih pozitivnih učinkov na lokalni in regionalni, se pravi na mikroravni. Zato bi jaz res še enkrat tukaj izrekla vse čestitke za tovrstne angažmaje, tudi za izdelavo te slikanice, prav za ta njen namen, da se vključi v izobraževalni proces, ker na vse zadnje raziskave kažejo, da se prav zaradi neustrezne izobrazbe in omejenih jezikovnih znanj mlade generacije Romov najbolj soočajo s problemi zaradi pomanjkanja perspektiv. Mogoče je tudi tukaj priložnost, da omenim eno prakso, ki je Evropska komisija razvila za pomoč izobraževanja Romov, prav za uporabljanje teh inštrumentov finančnih, ki sem jih prej omenila. Evropska komisija od leta 2005 vsako leto posebej za Rome rezervira neko določeno število mest za stažiranje pri Evropski komisiji, zato da se diplomanti, se pravi mladi izobraženi Romi, lahko izobrazijo ne samo delovanje evropskih institucij, ampak predvsem v programih, ki so lahko na voljo za Rome, zato da se lahko potem vrnejo v svoje lokalne skupnosti, dobro oborožene s tem znanjem in v bistvu tudi lokalne skupnosti spodbudijo pravzaprav vedenje in poznavanje teh politik.